Bo prvi mož parlamenta Zoran Stevanović odstopil z položaja predsednika državnega zbora? Pod peticijo Stevo Go Home so zbrali več kot 64.799 podpisov, kar je več kot je število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor. Razlog za peticijo, ki jo je zagnal nekdanji vidni član SDS-a Miha Brejc, pa je očitek, da je Stevanović kršil ustavo, ker v državnem zboru pred počitnicami niso izglasovali dnevnega reda, na katerem je tretjina opozicijskih poslancev zahtevala ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugimi iz politike in odvetništva. Prav tako bi ugotavljali, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS-a in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Po ustavi mora namreč državni zbor odrediti preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev državnega zbora. Gospod Stevanović, dober večer. Več kot 64.000 podpisov pod vašo zahtevo o odstopu, to je več kot je Resnica dobila glasov na volitvah. Boste odstopili iz mesta predsednika državnega zbora? Verjetno ne primerjate volilnega rezultata z neko spletno peticijo, namreč na volilni dan. Gre za neko simboliko števila glasov. Na volilni dan pridejo ljudje na volišča s svojim osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu rezultat štejejo usposobljeni na državni volilni komisiji. Govorite o neresni in goljufivi spletni peticiji, ki je bila narejena preko Google Formsa, in to je popolnoma jasno, da lahko en programček v 3 urah tam naredi 70.000 botov. Ampak na spletni strani peticije so zapisali, da zaradi verodostojnosti peticije redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene in očitno neveljavne vnose. Oni tega niti ne morejo narediti na ta način. Dejstvo je, da je ta peticija narejena zelo amatersko, da je narejena na goljufiv način. Oni ne morejo preverjati niti IP-ov na ta način, ni priglasitve soglasja, mnoge kršitve GDPR-ja so zraven, mnoge kršitve Zakona o varstvu osebnih podatkov, kot sem seznanjen, je tudi informacijska pooblaščenka začela s postopkom zaradi te peticije, tako da gre za resno amaterstvo. In žalosti me, da organizatorji te peticije, v bistvu SD, stranka Svoboda in pa stranka Levica, ne morejo niti ene take zabavne, ne morejo narediti niti ene take zabavne zadeve, kakor je ena spletna peticija brez ene goljufije in prevare. Ampak pravijo, da je gospod Brejc pravi, da je to spletno peticijo zagnal on, ker vam očita kršitev ustave, in pravi, da so potem, ko so zbrali že 70.000 podpisov, zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zato so spletni obrazec umaknili in končali spletnim zbiranjem podpisov. Šlo naj bi napad na njihovo stran. Je zanimivo, da ti so prišli, ti podpisi iz Izraela. Black Cube naj bi ravno ta preiskovalna komisija preiskovala. Ravno zdaj sem vam to povedal, da to je seveda izmišljotina. Oni so zdaj peticijo ukinili, ker so bili ujeti na prevari. In danes že cel dan traja posmeh ljudi, organizatorjem te peticije, na način, da je poplava posnetkov zaslona z imeni in priimki in pa s pravličnimi bitji in pa z Bruslji in pa Chuck Norrisi in pa Vladimiri Putini. Ampak oni pravijo, da so to odstranjevali? Seveda niso. Zaradi tega, ker so ljudje opažali, na kakšen način raste ta številka. Zasledil sem na profilu, da je človek objavil 100 lastnih podpisov, potem se mu pa ni dalo več imen iskati po svetu, predvsem pokojnikov ali pa znanih oseb, s katerimi so pač bildali te številke. Ampak oni pravijo, da je to prihajalo iz teh naslovov iz Izraela, Indije in da so ti... Ravno v Izraelu, Indiji. In prej sem vam povedal, da preko Google Formsa ti ne moreš ugotoviti niti IP-ja. Tako da oni niti približno ne morejo vedeti, iz katere države je podpis prišel. In zato to definitivno ne drži. Podpisovali so te stvari Slovenci in izključno zaradi posmeha ali pa v žargonu interneta se temu reče trolanje. Se pravi, vas število teh glasov ne skrbi, vas ne skrbi to nič? Seveda me ne skrbi, zaradi tega, ker to niti približno ni realna anketa. Moram pa povedati, da se je 3 ure nazaj, sem bil seznanjen, začela neka anketa, ki je v podporo meni.
ta je dejansko regularna, zato ker ima vse te Kako to dane veste? zatem, zaradi tega, ker jo greste lahko izpolniti in boste to videli. To je prva stvar. Gre za, se pravi, priglasitev soglasja, gre za dvojno preverjanje, gre za resno anketo, kjer je pravzaprav nemogoče goljufati. Obenem organizator te peticije v podporo meni garantira, da lahko pride kadarkoli k vam v studio, odpre laptop, odpre kode in vam pokaže maile in kadarkoli lahko preverite avtentičnost te peticije, ker je pač v nasprotju z drugo peticijo. In kaj bomo s tem, glede na dejstvo, da je v 3 urah bilo 8.000 podpisov v znak podpore, se pravi, bo ta številka zelo hitro rasla. Kaj bomo pa naredili, če me podpre 150.000 ljudi? Kaj to pomeni, da bom do konca življenja predsednik državnega zbora? Meni je že tako neverjetno. Ampak se to ste dobro obrat ste tukaj naredili. Meni je že tako neverjetno, gospod ja. Slak, samo to, da vam povem, da nekdo resno jemlje sploh te spletne peticije, sploh pa te in take. Ne, pač to je spletnimi peticijami lahko civilna družba poskuša nekako na nek simboličen način vplivati na politiko. Mislim, da se bo tukaj strinjala, ker ste se vi tudi s tem strinjali. Ampak peva na osnovni očitek. Se meni zdi zelo problematično. Očitek je, da ste kršili ustavo, ko ste skupaj s poslanci vladajoče koalicije z nesprejetjem dnevnega reda na izredni seji onemogočili, da se ustanovi preiskovalna komisija glede Black Cuba, ki jo zahtevala tretjina poslancev opozicije. Po ustavi je v takem primeru državni zbor mora ustanoviti. Kako ste zdaj vi glasovali glede dnevnega reda, na katerem je bil predlog za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije na dnevnem redu? Za sprejem dnevnega reda ali proti? Za sprejem dnevnega reda ali proti? Gre za dva popolnoma različna parlamentarna postopka. Ampak vi morate samo povedati, kako ste glasovali o tem dnevnem redu, na katerem je bila predlagana ustanovitev komisije. Ali ste glasovali za ta dnevni red ali proti temu dnevnemu redu? To ni niti skrivnost. To lahko vsak absolutno proti. Ampak s tem ste kršili, gospod Stevanović, s tem ste kršili ustavo, ki je jasna, 93. člen ga bom prebral, pa bo potem nadaljevala parlamentiranje. Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo v zadevah javnega pomena, ko to zahteva tretjina poslancev državnega zbora. In tretjina poslancev državnega zbora je to zahtevala. Tako je. Zdaj, če lahko odgovorim. Mešate dva parlamentarna postopka. Eden je v moji domeni, popolni moji domeni, kot domeni predsednika državnega zbora. Ko je skupina poslancev zahtevala sklic izredne seje, sem jaz to avtomatsko, brez nepotrebnega odlašanja sklicev, s točno določenim dnevnim redom, kot so ga oni predlagali, in to dvakrat, s čimer sem ravnal ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom. Druga stvar je drugi parlamentarni postopek in je to glasovanje poslancev. Poslanci pač glasujejo po lastni volji in nihče na njih ne sme vplivati, sploh pa ne jaz kot predsednik državnega zbora. In zdaj, ta dva postopka sta čisto ločena. In sklicevanje na izjave ustavnih pravnikov, da so oni meni učitali, da sem kakorkoli kršil ustavo, je laž. Jaz sem danes prebral magnetogram celotne komisije za poslovnik, niti en mi ni omenil ali pa karkoli učital, da sem jaz kršil ustavo. Ampak glejte, gospod, ne. Jaz sem ravnal v skladu z določbo ustave, ki mi zagotavlja, da lahko glasujem po lastni volji in da name nihče ne sme vplivati. Ampak glejte, v ustavi piše tudi to, da državni zbor mora odrediti preiskavo, ko to zahteva tretjina poslancev. In tukaj ustava ne daje možnosti arbitrarnega odločanja, da boste vi odločali po svoji vesti in tako naprej. Jasna je, ko tretjina poslancev to zahteva, potem mora biti komisija ustanovljena in vi bi morali glasovati za to. Ni res. Kako da ne? Glejte, a vam še enkrat prevedem. Ne, jaz vas razumem, ne rabite mi brati, jaz to poznam na pamet. Na zahtevo tretjina poslancev državnega zbora. Jaz ta člen poznam na pamet kot večji del ustave. Ampak želim vam povedati, da potem imamo ustavno anomalijo, ki jo je treba odpraviti. Očitno imamo neustaven poslovnik, mi smo ravnali v skladu s poslovnikom. In zdaj, glede na to, da pravi ustava, da mora biti ustanovljena preiskovalna komisija, potem je nonsens, da obstaja še neko sito vmes, ki lahko prepreči ustanovitev te parlamentarne preiskovalne komisije.
Razumete? Ampak ne. Najboljši Ampak, glejte, primer stvari so- bi bil, ne, da ne, se glejte, uskladi gospod- poslovnik v tem smislu, da ko 30 poslancev zahteva preiskovalno komisijo, da je ta takoj ustanovljena brez redne seje, ali pa izredne seje. V nasprotnem glejte, primeru gospod se nam Stevanovič, zgodi ravno ta anomalija. Ne, to ni nobena anomalija. Ne. Seveda je. Ko vi glasujete v dnevnem redu in na tem dnevnem redu je predlog za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki jo zahteva tretjina poslancev, potem jo morate ustanoviti, ker to zahteva ustava in glasujete za. To Državni zbor ni druge mora možnosti. ustanoviti preiskovalno komisijo. Tako je. Državni zbor je z veliko večino podrl dnevni red. Kaj to zdaj pomeni? Ja, ampak na katerem- Zakaj se ne zahteva odstop vseh poslancev, ki so tako glasovali? Ne pa mene kot predsednika Državnega Zato, ker zbora. vi vodite Državni zbor, vi ste simbolizirate ljudstvo v parlamentu in vi ste torej prvi, ki morate skrbeti za to, da se ustava spoštuje. Absolutno Zato, sem kot prvi, niste poskrbeli, če še zdaj ni komisija v ustanovljena. skladu z ustavo, zakon in poslovnikom sem upošteval željo 30 poslancev, sklical izredno sejo, uvrstil vse njihove do pike predlagane točke na dnevni red. Sam dnevni red je pa podrla parlamentarna večina. Ampak in to na tak tudi način. vi ste ga podrli, ne, ker ste glasovali proti temu dnevnemu redu, jaz čeprav ne bi jasno glasoval piše, proti, da mora biti... Če jaz ne bi glasoval proti, če bi glasoval kakorkoli drugače, bi ta dnevni red padel. Če bi vseh 5 poslancev resnice glasovalo kakorkoli drugače, bi ta dnevni red padel. Torej, treba se zavedati, parlamentarni postopek je nekaj drugega od moje dolžnosti in moje funkcije upravljanja predsednika Državnega zbora. Vaša dolžnost je, da zagotavljate, da Državni zbor, ki sprejema zakone, spoštuje ustavo, ki je temeljni akt. In ta zahteva, da se komisija ustanovi. Junija je bila ta zahteva dana, danes je konec avgusta, komisije ni. Se pravi, gre za evidentno kršitev ustave strani, ne samo vaše, tudi recimo poslancev vladajoče koalicije, ki bi morali glasovati za to. V vsakem primeru sem jaz ravno v skladu z ustavo omogočil poslancem, da glasujejo po lastni volji, ker je moja naloga kot naloga predsednika Državnega zbora, in poslanci so glasovali po lastni volji in so podrli dnevni red. Karkoli bi drugače reagiral, ne vem, kako si to predstavljate, da bi jaz kot predsednik Državnega zbora hodil med poslanci in jih klical in bi rekel, da je glasovati drugače. Da vi kot predsednik Državnega zbora preberete 93. člen ustave, ki piše: Državni zbor mora ustanoviti preiskovalno komisijo, če to zahteva tretjina poslancev Državnega zbora. In, dragi poslanci, pozivam vas, da to ustavo spoštujete, to ustavno določbo in glasujete za. To več kot očitno ne bi spremenilo popolnoma nič. In s tem, ko bi jaz njim odrejal, kako morajo glasovati, bi kršil ponovno ustavo, ki pravi, da lahko poslanec glasuje, kakor želi. In če bi jaz to naredil, bi evidentno kršil ustavo. Dobro, tukaj očitno ne bomo prišli. Še enkrat, to pa moramo ponoviti zaradi tega, ker gre za ustavno ureditev. Se pravi, mi moramo odpraviti to anomalijo, da 30 ljudi zahteva, 30 poslancev, ko zahteva ustanovitev preiskovalne komisije, ta mora biti ustanovljena brez kakršnih koli vmesnih varovalk. Torej, ne sme se zgoditi, da pridemo v tako kolizijo dveh pravic. Pravice do ustanovitve preiskovalne komisije in pravice do glasovanja po lastni volji. Obe sta ustavni pravici. Ampak 93, jaz to vse dobro razumem, ampak 93. člen ustave je tudi jasen, da se to mora storiti. Ampak dajva končati s tem. Ampak še enkrat, očitek, da sem jaz kot predsednik Državnega zbora, eventualno, pa evo, če stopam korak nazaj prvs, lahko rečem, mogoče sem kot poslanec, ampak kot predsednik Državnega zbora jaz nisem kršil ustave. Nasprotno, v najbolj polariziranem možno parlamentu v zgodovini sem odpeljal več kot 20 izrednih sej, mnoge kolegije brez ene napakice, obenem izrekel samo en opomin, kljub vsem raznim obnašanjem, ki ste jih videli na sejah. Ja, ampak tega vam noben ni očital. Očital je bila kršitev ustave. Ampak dajva še za konec. Ne, to mi res ustavni pravniki niso očitali.
Ne, Meni jaz ne. vam govorim, v čem je očitek na spletne peticije. To o tem govoriva. Zato se je pa pokazala današnja spletna njihova peticija kot največja sramota. Ampak, dobro, to je vaše mnenje, do katerega ima vsak pravico. Ampak dajte mi povedati, gospod Stevanovič, boste šli na obisk v Moskvo, to še drži? Ste že dobili uradno vabilo morda? Da, takoj, ko dobim uradno vabilo, bom šel. Ampak zakaj tega uradnega vabila tako dolgo ni? Gre tukaj morda tudi za to, da vi v bistvu s tem obiskom samo utrjujete lastno volilno bazo? Absolutno ne. Potem bi to utrjeval že 5 let nazaj. Jaz od same ustanovitve stranke Resnica govorim o tem, da mi moramo imeti dobre diplomatske odnose z Moskvo. Nisem edini, to marsikateri evropski državnik govori. Ne vem, Fico na primer obiskuje Moskvo, zraven sedi tudi v raznih svetih Evropske unije Evrope in prav zaradi tega ne trpi nobenih posledic, kvečemu samo še bolj spoštovanje. In nisem edini v Sloveniji, ki se strinja s tem, kot vemo, je gospa Nataša Pirc Musar že za Politiko dala intervju, da je naša največja napaka popolna prekinitev diplomatskih odnosov z Moskvo. Gospa Tanja Fajon je neposredno po obisku gospoda Janše v Kijevu rekla, da mora biti naslednja destinacija nujno Moskva. Tako da to je ideja, ki izori že nekaj časa. Ampak predsednik vlade Janša se pa s tem ne strinja, da je prvi obisk uradni Moskva, ker podpira Kijev. Jaz v nobeni korelaciji ne odgovarjam predsedniku vlade. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa vam.